Ko je pred vami takšna cesta in takšni ovinki, v kakšnem avtu bi jih najraje napadli? Vem, Ferrari ali pa kaj podobnega se vam je zdaj prikradlo v misli, ampak takšni avti so ponavadi prehitri, predragi in preveč naporni, zato v njih sploh ne boste uživali. Imam boljšo rešitev. Toyota Yaris. Prav ste slišali, ker nimam v mislih hibridne, ampak takšno z oznako GRMN. Precej neposrečena skovanka v bistvu pomeni Gazoo Racing Masters of Nürburgring. Kar je še bolj neposrečeno, Japonci res nimajo nobenega čuta za romantiko pri teh svojih oznakah. No, ampak avto sam pa ni neposrečen, v bistvu je zelo hud in tudi mora biti, če želite tekmovati s Fiesta ST, Clio RS, Corso OPC, Peugeot 208 GTI in z vsemi ostalimi. Glede na tehnične podatke je, in to zelo. Da je tole bolj posebne sorte Yaris je jasno že zunaj, ker je v takšni zanimivi barvni kombinaciji, platišča so večja, zadaj pa je tako velik spoiler, da nanj brez težav lahko postavite pivo in sendvič. Tudi znotraj je poseben, predvsem zaradi teh dveh sedežev, ki izgledata skoraj brutalno, moram pa reči, da vseeno v zgornjem delu telo premalo zadržita in tudi sedim previsoko. Je pa to v bistvu edina stvar, ki me moti. Volan mi je zelo všeč, vzeli so ga iz GT86 in je 3 cm manjši po premeru od tistega v klasičnem Yarisu. No, sicer pa čarobnost se skriva tamle spredaj. Pod pokrovom je 1,8 litrski prisilno polnjen motor z 212 konjički, pri dihanju mu pomaga kompresor. Tole je praktično najmočnejši malček v segmentu, edino Clio Trophy ima še nekaj konjičkov več. Motor so razvili pri Lotusu in se izjemno rad vrti, prav dinamičen je, pospešek od nič do 100 je nekaj čez 6 sekund, zato je tale avto precej hiter. Logično, da je hiter, ker tehta samo 1135 kg, s čimer je najlažji v segmentu, če se ne motim. Konkretno leti in podvozje je super čvrsto, na teh ovinkih je v bistvu izjemen. Tudi zato, ker ima še zaporo diferenciala, ta poskrbi, da nos zagrize v asfalt kot morski pes v stegno deskarja. In menjalnik je ročni, kar je edino pravilno v takšni mali bombici. In pika, sploh ne premišljujte o samodejnih menjalnikih. Med akcijo voznika in reakcijo avtomobila skoraj ni časovne razlike. Občutek na volanu je zelo dober, volan je prijetno obtežen in roke se na njem počutijo kot dojenčkov obraz na materini dlani. Pač res je prijeten, no kaj naj rečem. Celo zvočna kulisa je zanimiva, kar je pri tako majhnih avtomobilih in tako majhnih motorjih precejšnja redkost, ampak je kar tak rezek zvok in še enkrat, motor se res rad vrti. Na takšni bolj zaprti in tehnični cesti boste z tem avtom zlahka hitrejši od bistveno močnejših avtomobilov. In še veliko bolj boste uživali, ker vas ne bo strah, predvsem pa avto tako zelo lepo uboga. No, ampak pri Toyoti so še bolj samozavestni in pravijo, da je tale Yaris GRMN odličen tudi na stezi. Zato grem tja, preveriti. Mogoče se lahko malo zmanjša. Veliko takšnih avtomobilov je zelo hitrih in zelo agresivnih, ko smo na cesti, na stezi pa potem hitro pokažejo svoje hibe in so premehki, zavore niso dovolj zmogljive. Večini voznikov to sicer ne bo pomembno, ker se na dirkališča ne bodo prav pogosto podajali, ampak sem ter tja pa vseeno pride prav. Lahko povem, da je Yaris zelo prepričljiv tudi tukaj. Trd, nič se ne nagiba, zapora diferenciala je odlična, lepo drži avto v zavoju in zavore po 3 krogih še vedno primejo tako kot na začetku. Res lepo. Tale tempo, ki ga imamo, za inštruktorjem je kar ta prav, pa avto nima s tem nobenih problemov. Še cena vas zanima. V bistvu ni pomembna, ker ga ne boste mogli kupiti. Samo 400 jih je bilo namenjenih evropskemu trgu in vse so prodali vsega 72 urah. Tako da vsaj novega ne boste več imeli. Je pa super igrača. Zakon.